Ta dogodek je organiziran prostovoljno, tako kot se spodobi. Tukaj je lepa ena skrinjica. Če boste pri volji, to so prispevki, s katerimi financiramo, imamo fond za otroke, ki si ne morejo privoščiti tabora. Tako da karkoli boste dali v to skrinjico, bo za te otroke, ki bodo naslednje leto šli na naš tabor, pa drugače ne bi mogli. Evo, izvoli, dam na okoli tebi. In že vabim... Kako? A seveda. Vsa leta je bil plačljiv. Igor, mislim, da bo. Ja, Janko je pri koritu, pri državnem koritu. Lahko njemu. Kaj? Ja, se imamo mi tudi. Ja, sam imamo, mislim, zbiramo pa tudi prostovoljne prispevke. Evo, zdaj pa naprej, Igor Perdan, naš dolgoletni tabornik, vodnik, tudi smo te videli, da si bil pomočnik vrača in poglavar, najbrž tudi že kdaj, jaz ne vem vse, kaj si bil. Izvoli. Ja, jaz sem v bistvu to, kar bom tebi povedal in kar bom zdaj tudi vsem povedal, dal nekako tako naslov, pa tudi hkrati malo vezan na tvoj jubilej, sem dal naslov o tvoji poti in o moji poti, ki sva jo midva skupaj prehodila. Dragi Bernard, odkar te poznam, je minilo že 36 let. Kot otrok, star 7 let, sem prišel v novo okolje na tabor za biče. Takrat je bilo meni vse neznano. Nisem vedel, kako me bojo sprejeli ne otroci, ne ta stari. Bilo me je strah, bil sem popolnoma negotov in ranljiv. Nisem vedel, kako preživeti sploh v naravi, med ljudmi, brez stika z domom, brez televizije. Da o telefonih takrat sploh ne govorimo, ker jih sploh še tudi bilo ni, a ne? In ker tudi nismo imeli dostopa do njih, nismo imeli 5 giga omrežje, kakor so nam zdaj že prejšnje vlade obljubljale to. Še zdaj se pa spominjam interakcij, ko sva skupaj odštevala dneve do konca tabora. Takrat sploh še nisem vedel, kako bom našel svoj prostor med otroki in sodeloval z njimi. In sem vedno ponavljal, Urban, to je bila moja skleda, jaz pa ti bom to skledo nekam zabu. Skupaj sva se umikala, oziroma smo se vsi umikali ob Krki, ko smo doživeli hudo poplavo in smo potem tudi veslali na varno. Leta so tekla, tekla in tekla. Uspešno sem končal srednjo vzgojiteljsko šolo in fakulteto. Pri tem si mi vselej pomagal, ko si se srečeval s šolskimi svetovalnimi delavci, mojimi starši in zdravniki. Vedno, kadar si imel krizo, si mi stal ob strani. Povezoval si sodelavce socialnega oziroma svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše, ki so se ukvarjali z menoj, pa ne samo z menoj, tudi z Matejem, ki ga danes ni žal med nami. Omeniti moram tudi Mirana, dr. Marajke Rutensaris, ki je na naše tabore prišla snemati interakcijske odnose in me po študiju povabila na Nizozemsko in je tudi žal ni več med nami. Neopazno sem zamenjal vlogo otroka v vlogo prostovoljnega sodelavca. S svojo pomočjo sem spoznaval vedno več interakcij, zapletenosti v odnosih. Učil si me, kako sodelovati pri pripravi indijanskega dneva, programa za kres, male skupine, vodih in tako naprej. Kar je tudi meni dalo moč, da si še danes lahko utiram pot, po katerih sedaj hodim. Vse to znanje, ki sem ga jaz sam pridobil in ki mi je pri taboru koristil, uporabljam jaz tudi v sami interakciji z uporabniki v Mestni knjižnici Ljubljana, kot tudi v vsakdanjem življenju, ker se tudi s tem v vsakdanjem življenju srečujemo. A naj se vrnem zdaj k tebi, to je bilo pa to. Vedno sem ob tebi našel zaveznika, človeka, na katerega se lahko zanesem in mu zaupam. Tvoja življenjska pot je dolga, ker imaš veliko izkušenj, ki si jih dobil na tej poti, ki te je vodila od Ljubljane, pa do Najmehna, do Marajke in je tebi prinesla nove izkušnje in spoznanja za naše tabore.
Izkušnje si pridobival tudi drugot v tujini. Profesor Nemeček, klinika Mete Švajgarjeve, in si z njimi obogatil tudi svoja predavanja, študijske skupine, priprave na tabore, analize teh taborov. Na sestankih si ponavadi ali pa na pripravah vedno koga izpostavil, komentiral njegov dosežek, premik na bolje, še najraje z metaforo. Tako si sprožil tudi pogovore v manjših skupinah, kar je bilo zame in za nas vse skupaj izjemno uporabno in koristno, ker smo lahko spregovorili o svojih izkušnjah, doživljenih dogodkih in smo na tem pač povedali, kako se ali dobro počutimo, ali se slabše, ali smo se fajn počutili in tako naprej. Tako je vsak od nas poiskal tudi prav način in pot, kako zdržati do konca tabora in v skupini. Sodeloval si pa z mnogimi ljudmi in jim dal priložnost za vodenje tabora. Jaz jih tle nisem našteval, seveda, ker jih je bilo mnogo, od Katje do Maje Celestina. Izkazal si se kot izjemen supervizor in uvedel v to pot tudi Mirana kot Mojco. Srečeval si mnogo različnih ljudi na fakulteti, s katerimi si tudi uspešno sodeloval. In ker imaš posluh za sočloveka, ga vedno pozorno poslušati in mu znaš stati tudi ob strani. Ampak zdaj bom jaz zaključil z eno mislijo. Pride dan, ki je danes samo tvoj. In danes praznujemo tvoj jubilej. Želimo ti vse dobro, predvsem dobrega zdravja, veselje, sreče, trenutkov v življenju in pri delu še naprej. To je to, kar sem hotel povedati. In kar hotel povedati je še to, da smo skozi indijanski dan in rokoborbe srečevali, kako si na neagresiven način preko Amona, brez udarcev in brez tega otroci razvijajo sposobnost, da so lahko močni. Zdaj, mi smo planirali pauzo od 18:15 do 18:30 in jaz predlagam, da jo imamo in da po pauzi imaš ti potem svoj govor, ki se potem prelije še v okroglo mizo. Tako bi predlagal, če ti je v redu. Ja, meni se zdi to kar v redu. Ko bi rekel, pokar da je bilo toliko, zdaj sem toliko stvari slišal, da imam občutek, pokar da nimam več kaj povedati. In mogoče se bom bolj oglasil v okrogli mizi, kakor da bi zdaj poskušal nekako, ne vem, konkurirati. Se že vdaš kar naprej. Ok, pa krasno, imamo do 6:30 pauzo, tako kot smo načrtovali, in od 6:30 je potem okrogla miza.